Pozdravljeni v vlogu številka 66. Danes zjutraj je že padal sneg, potem dež, zdaj snega ni več, je pa v drugih delih Slovenije, kakor sem videl na netu, da so izredne razmere, ker je padal ta moker dež. Kaj se ta teden zgodilo, kaj novega? Prejšnji teden sem zaključil z šihtom, zdaj sem bil cel teden fraj. Najprej sem imel za en šiht v bistvu malo stran iz Ljubljane, dogovorjen, pa pol se za njega nisem odločil, ker bi se mogel voziti z vlakom ali pa busom 20 minut do tam, pa verjetno bi začel že ob 6 in bi mogel pol že ob 4 vstajati, pa tudi ne vem, a bi imel dopoldne, popoldne, torej obe izmene lahko še nočno, tako da, poglejte, trobentice. To je lahko tudi solato, da z njih odlič. Ne vem, ali bi imel dopoldne še nočno, tako da dejansko sem pol dobil enemu podjetju tukaj v Ljubljani, v Črnučah. Tako da tukaj bom lahko začel 7 do 3, samo dopoldne. In bo res super. Strolo se lepo furamo iz tle, kjer imam študentski dom, kjer bivam, tako da bo odlično. Sem pa malo pogledal na študentski servis, direkt in mi vrže ta delo ven. Sploh nisem nič posel življenjepisa in nič sem matral, sam prijavo na delo, razgovor, naslednji dan, čez 3 ure me kličejo, izbrali smo tudi vas, ja lepo, ne. In sem vzel. Tako da v ponedeljek začnem z delom tam. Tako da ja, se je pa tudi ena zelo zanimiva stvar naredila prejšnji teden. Pred 2 leti sem delal v enem podjetju, še isto prek študenta, in potem je malo kriza prišla, problem z naročili. In sem imel tudi malo takega šefa, da takrat je imel še dosti sodelavcev, so mu pomagali rit odnašali. In pač mi je pol tako 2 dni prej rekel, da enostavno ne more več študentom podaljšati in da naslednji teden ne dam več priti. Pizda, ni najlažje, ne, ker je valjda, pa smo spet nov šiht, pa vse, pa tudi delo, ti veliko truda vložiš, noben tega ne vidi. In tako neka zaključeno poglavje, zelo na hitro, brez nekega konca, normalnega. Pol ne boste verjeli, zdaj 1 leto okrog. V tem času sem že parkrat videl, da so iskali na spletni strani za delovno mesto, da je bilo razpisano. Vem, da so tudi ene par zaposlenih je šlo stran, ne vem zaradi kakšnih razlogov, mi sicer tudi ne zanima. Ampak ne boste verjeli, da me je tip šel klicat, da me je tip poklical in je z mano 3 minute gore o stvareh sedelo, kakor da ga res zanima, kaj sem je šolo končal, kje sem itd. Jaz ta prvo sekundo, ko sem videl, kdo me kliče, ko sem se spomnil, zakaj me kliče, prav cmok mi je ratal v grlo. Kar pomeni, da nekaj je na temu, da ni nekaj bilo predelano, oziroma da s tako osebo očitno nimaš kaj več sodelovati. In ne boste verjeli, po 3 minutah me je pa tip vprašal, da imajo pač razpisano delovno mesto in
če sem mogoče pripravljen, da bi kaj takega, da bi sprejel. Hvala kurcu sem pa jaz njemu napisal, da me delo čaka že drugje in da nisem več v tem koncu in stvar zelo enostavno na hiter način zaključila. Tako da ja, ne morete verjeti, kakšni ljudje vas obkrožajo. Ko jim niste pomembni, vas samo vržejo čez ramo, ko jim pa voda teče v grlo, grejo pa čez vse svoje zadržke in naredijo stvari, ki so čisto pod častjo in te dejansko pokličejo. Jaz tega ne bi mogel narediti. Da bi nekoga prej zajebal in da ga čez en let pol pokličem, kot da je bilo vse v redu, da ima čisto vest. Ne vem. Ampak ja, zanimivo. No, to zgodbo sem res hotel z vami deliti, zato ker sem prejšnji dan sem pa nek podcast poslušal od tega, da dejansko, če ti z nekom nimaš določenih stvari predelanih, ko ga slišiš ali pa vidiš, da dobiš cmok v grlo, in dejansko sem pa to znanje direkt v praksi izkusil, prakticiral, tako da vse je za nekaj dobro. Upam, da se imate vi tudi v redu in se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau!